En lep dober dan vsem skupaj, Karel, tudi tebi. Tudi tebi, Jana, in vsakemu izmed vas. In danes je Sveti Štefan, včeraj je bil Božič in tema današnjega srečanja se ponuja kar sama po sebi. Jezus se je rodil v hlevu med živalmi, danes je blagoslov konj in o čemer drugem bi govorila kot o živalih. In za začetek eno vprašanje, a si danes kaj pocrkljal kapro? Ja, kapra dobi za vsak praznik svetega Štefana, ki je med drugim tudi zavetnik konjarjev, zaščitnik konj, seveda dobi kapra kruh in pa blagoslovljeno sol. S tem se vedno na Štefano pocrta konjiče, ne? Pa nasploh, kot si že rekla, praznik, ki je za nami, nam govori o tej, bi rekel, bližini Božjega stvarstva tudi po živalih, ne. Jezus se rodi ne kjerkoli, rodi se v zavetišču za živali, mi rečemo v štalci, v hlevčku, med osličkom in kravco, okrog so bile ovčke, torej res je tako prijetno domače vzdušje, ne. Torej, Božje se uteleša v pristnost, v to, kar nas obdaja, v medsebojni iskrenosti, ne, odprtosti srca, in živali nam k temu pomagajo. Saj pri meni je tako, če pride na pogovor nekdo, pa ima zadrego, ga najprej peljem k kapri, ne. Tam se srce slehernika odpre. Živali so, bi rekel, čudodelne v tem odpiranju k pristnosti, k medsebojni sočutnosti. Ti si živel in odraščal v mestu. Ja. Z živalmi imamo stike bolj na podeželju. Kako si kot mestno otrok prišel do živali? V bistvu konjev sem se kar malo bal, krav manj, ker sem mnoge počitniške dni preživljal pri stricu na Pohorju, na pašniku, kjer smo kot otroci prvič kadili srbot, kurili ogenj, si pekli krompir. Takrat še ni bilo teh, bi rekel, ograd, električnih ograd, za katerimi so danes živali. Takrat je bilo vse v enem pristnem stiku, ne, v enem pristnem sočutju. Živali so čutile nas, mi smo čutili njih, se med seboj družili, ušpičili marsikakšno takšno, ki potem sega v spomin še kasneje v leta. Ja, bilo je res lepo. Zame najlepše obdobje mladosti je bilo so bili dnevi preživeti pri stricu na Pohorju. Nikoli se nisem čutil doma v mestu. Formalno sem bil doma v mestu, ampak v mestu je bilo preveč zgodb na kupu. Sam pa želim zaznati, ne samo slišati, ampak človeka zaznati v njegovi resničnosti. To pa lahko zaznaš, če imaš mir, tihoto in če tisti, ki pride k tebi, ne igra pričakovane vloge. V mestih je pa tolikšna zgoščenost, da pač ljudje najpogosteje pač odigrajo, prikažejo pričakovano vlogo, ne. Ko pa si na deželi, pa se človek sprosti, se umiri in lažje pokaže tisto, kar dejansko je, kar nosi v sebi, ali radost, ali žalost, ali karkoli že. In potem se naveže ta pristni stik in v tem pristnem stiku se človek počuti potem doma. Takrat je sreča, ne, ker se res srečaš, drugače pa lahko formalno veliko veselja, veliko tega, kar razveseli, to, kar pa osreči, pa je tisto, kar osrči, ne, in tu pa je potreben ta zaznava srčnosti. Ampak to, da si pristen, da si to, kar si vedno tudi v odnosu do živali. In tudi oni do tebe. Ja. In ti velikokrat rečeš, da so živali tudi najboljši terapevti. Ja, recimo, ko sem deloval še v komuni na Razborju ali pa na Kobilju, Prekmurju, ne, vsaka komuna, vsaka skupnost mora imeti hlev. Zato, ker so živali tam terapevtke in ker živali pomagajo k pristnosti, ne. Ker mnogi, ki pridejo v komuno, imajo tudi težke zgodbe in so na nek način zaprti, so svoje srce zaklenili pred sočlovekom. Živali pomagajo odpirati to srce in ja, živali so res, so ene velike, bi rekel, angelske spremljevalke, ne, ki
ki imajo, bi rekel, globoko dušo. To se mi zdi en škandal, da smo živalim odvzeli formalno v govorenju, da nimajo duše, oziroma nekateri se celo sprašuje, ali imajo čustva. Sploh ne vem, kako lahko nekdo zastavi takšno vprašanje. Če imaš majčkeno razvito srčno linijo, potem ob živalih začutiš, da so to globoko čuteča bitja. Živali so bitja z izjemno čustveno inteligenco, uradno prekašajo človeka po čustveni inteligenci, imajo izjemno intuitivno inteligenco, to pa je dejstvo, da zelo, zelo prekašajo človeka, in imajo tudi razsežnost duha. Sam večkrat rečem, a bi lahko on, ki je duhovna stvarnost, Bog, ustvaril karkoli, kar nima sledi njegove resničnosti, to pa je seveda tudi ta, bi rekel, duhovna razsežnost. In potem smo tukaj v odnosu bratja in sestre, kot je rekel sveti Frančišek, in potem se tukaj vrača v obnebje odnosa do živali tudi tista spoštljivost, tista obzirnost, ki jo je vredno in potrebno gojiti. Seveda to ni v prid, bi rekel, industrializaciji živali, in sedaj posledično vidimo tudi človeka, ker ko dopustimo v odnosu do živali, bi rekel, nehumano ravnanje, ko izgubimo tisti subtilni občutek v odnosu do živali, smo dejansko, ko to dopustimo, ko to podpišemo, smo podpisali, da bodo imeli slej ko prej tudi do nas takšen odnos. In vemo, kaj se dogaja po svetu, in ne samo po svetu, ampak tudi pri nas. In zato je mogoče zelo dobro imeti tudi te dneve, ko živali postavimo v spredje, ko človeka postavimo v spredje. Ja. Dneve, ko se nekako vsi umirimo in malo stopimo vase, kot rečemo. Ja, ti praznični dnevi so tudi temu namenjeni. Ja, v globini, medsebojni povezanosti. Da sem se spomnil, kako so lahko živali tudi rešiteljice. Imam kar nekaj primerov, ko so starši doživeli smrt otroka in niso mogli obžalovati, še posebej, če se je ta smrt dogodila kot nesreča, oziroma sem imel tudi primere, ko je otrok sam končal svoje življenje in ko niso mogli dejansko preboleti, sem jim vedno svetoval, če je bilo seveda mogoče, naj gredo v zavetišče in rešijo kakšno živalco, in ker bojo na videz oni rešili psička ali pa muco, dejansko bo pa potem psiček oziroma muca rešil njih, in to se vedno zgodi. Res, živali so take angelske prisotnosti, niso angelske prisotnosti bili, kot pravimo, ob Jezusovem rojstvu so angeli prepevali. To so bile angelske prisotnosti tudi živali in tudi ljudje, pastirji in vsi tisti, ki so prišli, da so se zazrli v obnebje svetega, ki svetli misel, ki svetli naše notranje počutje. Ti prazniki, ki jih doživljamo, so res, rečemo, blagoslovljeni, blagi za naše počutje, so milostni, prebujajo neko milino, kot si rekla, ne samo v odnosu do ljudi, tudi do živali, predvsem pa tudi v odnosu do tistih, ki bi bili sicer pozabljeni, ker za Božič smo poklicani, da smo mi tudi božički, da odpremo srce tja, ker je stiska, ne samo do živali, ampak da pomislimo, ali je v naši okolici kdo, ki potrebuje naš nasmeh, našo besedo, da mu neseš košček božičnega peciva in mu podariš ob tem pecivu tudi toplo besedo. Ker ni božiča brez odprtega srca, ne samo v odnosu do bližnjih, do najbližjih, ali pa tudi do tistih, ki so v kakršnikoli stiski. In je vredno pomisliti ob teh praznikih, ali smo morda koga spregledali. In še ni zamujeno, da mu odpremo srce, ker, kot je rekel Ježek, ko ti odpreš srce bližnjemu, posebej tistemu, ki je v stiski, takrat lahko gospa sreča vstopi tudi vate, v tvoje srce. Odpirati srce v obnebje stiske je odpirati srce v obnebje svetega, kajti
kot je rekel Jezus, ne, prepoznali ga bomo tisti, ki so v stiski, in ko bomo tistim odprli srce, bo to sveto, to, kar svetli, kar umiri, kar bodri, kar daje moči, lahko stopili tudi v nas. Sebičneži so največji nesrečneži, ampak tudi oni imajo vedno znova milostno priložnost, da odprejo srce in izkusijo razkošje, ko daš in zato lahko sprejmeš, ko daš srčno in sprejmeš božansko srčnost. In to lahko počnemo 7 dni v leto. Prazniki moramo početi. Moramo početi. Vsak dan mora biti zaznamovan s prazničnostjo, to pa je z odprtostjo srca. To pomeni vzeti si tisti čas za obnebje, ko drug drugega srčimo, ko smo drug ob drugem, ker takrat se notranje stabilizirajo naše psihične moči. Mi smo drug drugemu zakramentalna, bi rekel, prisotnost, pravimo zakrament je vidno znamenje nevidnih milosti. Mi smo drug drugemu ob vidni prisotnosti, v živi prisotnosti dejansko tista možnost, da se pretakajo srčne moči. Vidno znamenje smo nevidne miline, nevidne blagosti, takrat se srčimo, takrat se notranje krepimo, takrat se stabiliziramo in zato smo potem močnejši in se lažje soočamo tudi s tistim, kar nas utruja, kar nam jemlje moči. Vedno znova se je treba okrepiti, ne samo telesno, tudi duhovno in tudi srčno, psihično, za notranjo stabilnost, za notranjo moč, da lažje funkcioniramo. In ta čas, ko se srčimo, je treba ljubosumno varovati, da nam ga nihče ne ukrade, kakšni tatovi pozornosti, tisti, ki nas odtujujejo preko raznih, bi rekel, tudi na medijske načine, imeti čas, vedeti. Večeri, fino je, če so lahko večeri sveti večeri. To pomeni ne samo božični večer, ampak vsak, če se le da čim več, vsak, bom rekel, večer je sveti takrat, ko se svetlimo v ljubeči navezi, v sočutni zaznavnosti. Takrat se krepimo, zato bomo zmogli marsikaj, ker bomo notranje opolnjemočeni. Ob prelomu leta običajno zaželimo si vedno ene lepe želje, lepe misli, tudi najino javljanje, najino ponedeljkovo srečanje je zadnje v tem letu, nadaljujeva prihodnje leto, ampak kljub temu, kaj ti želiš sebi in vsem nam v prihodnjem letu? Ja, že klasično voščilo je, da bi bili srečni pa zdravi. Voščim to, ja, da bi bili zdravi, da bi bili krepki. Če bomo bolehni, da bi imeli ob strani tiste, ki nas bodo krepili, da bi bili zaznavni tudi do vsega tega, s čimer nas narava krepi, nam daje moči, in da bi bili srečni, da bi se srečevali, da bi se vedno znova osrčevali. To dvoje se mi zdi pomembno in naj vas to in še marsikaj spremlja v času, ki je pred nami. Tebe, Jana, Žiga tam zadaj in vsakega izmed vas. Bodite zdravi, bodite srečni, naj bo vaše življenje v obnebju blagosti, blagoslova in miline, torej naj bo milostno.